nekaj stavkov. Najprej bi rad okrog prekarcev. Zdaj, po moje sindikati ta trenutek nimamo ustreznega odgovora na to, kako jih organiziramo. Prosto je mnogo poizkusov in je precej naporov, ampak pravno resen odgovor na to hitro spreminjanje te pozicije prekarcev in sindikaliziranosti sindikatov, njihove strukture, ki so pa nekaj, bom rekel, ki temelijo na nekih delovnih mestih, ki so trajne, pravzaprav je treba še najdeti. Se mi zdi bolj, da bi bilo se treba angažirati v smer, da bi prekarjat ukinati, oziroma ga zmanjšati to, da ne bi bil splošen. Se mi zdi, da bi bomo tukaj bi bila ta uspešnost lahko večja, kot pa to, da bi iskali te rešitve, kako to narediti, tako kot smo zdaj strukturirali. Tisto drugo, kar sem hotel pa prej podati s tem, da potrebujemo, se ne da več v eni državi, to je zdaj že evropski problem, da rabimo ta obrat tega, bom rekel, stalnega padanja deleža v plačah, da pa je vključno z prekarci in z vsemi v odnosu do kapitala, je pa seveda po moje tisti mehanizem, ki potrebuje združevanje. Skratka, jaz sem združevanje razumel za neko kot nujno potrebno dejstvo ob nekem cilju, ki bi ga morali fokusirati. Kar se meni tiče, je to tisti bistveni, ki bi ga morali evropski sindikati si postaviti v prihodnih 10 letih. Kajti zdaj smo v situaciji, v času krize, ko smo bili obsojeni na tako imenovano pogajanje o popuščanjih, concession bargaining, ki seveda uničuje sindikat. To je jasno, da čeprav smo mi zadrževali, v Sloveniji smo bili tukaj bolj uspešni kot večina, če ne vsi vzhodnoevropski sindikati pri tem ohranjanju deleža socialne države, se je ta seveda v času krize zmanjšala, plače so se znižale in zdaj imate to perverzno izjavo finančnega ministra, ki začne lepo logično akademsko reče. V času krize se je bruto domači proizvod zniževal in mi smo se prilagajali tem za zniževanje stroškov. Zdaj mora pa tako ostati. Brez argumentacije, čeprav to reče v trenutku, ko gospodarska rast se dviga in reče v resnici, tako kot je bilo v času krize, mora ostati ne glede na gospodarsko rast. In na tej točki potrebujemo konflikt z to politiko. Zakaj potem ne izpeljati obratne poti? Zdaj, ko imamo gospodarsko rast, hočemo del tega vzeti tudi v plačah. In to je ta moj, bom rekel, ta točka, na kateri bi morali fokusirati to, bom rekel, energijo sindikatov in jo na nek način ustrajati. Seveda gre za isto logiko, kot je bila leta 2012, ko je dosegla ta histerija vrčevalna vrh, samo da je bolj učinkovita, zato ker ni emotivna, mislim, konc sveta bo, vsi ste lenuhi, ne vem, na univerzi delate 4 ure na teden, ampak se za nekim, rekel, tem tehnokratskim jezikom, ki je na vides neutralni, skrivajo praktično isti cilj. In so zato toliko bolj